Mi smo Kiks in poslušamo Radioaktivno. Čas je bila slišana skladba skupine Kiks z albuma Kiks, Aljoša in Primož. Lepo zdrav v oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Slišali smo se, Aljoša, mislim, da pred letom dni in takrat so iz omare padli okostnjake. Ja, mislim, da je bilo manj kot leto dni, upam, da je bilo manj kot leto dni. Takrat smo izdali prvi album, oziroma prvi singel. Singlu potem navadno sledijo albumi, ne? Vse tako je bilo nekoč in ja, tako je. Ne? Zdaj je čas, da lahko predstavimo, mislim, da je 10 komadov gor, teh 10, med katerimi so tudi okostnjaki. Ne? Leto 2024 je potem bilo za vas zelo delovno, kajti album je ne nazadnje tu. Mislim, delovno je bilo naporno po svoje, ja. Mislim, je bilo treba pač cel album pripraviti, težji del pa je bil dejansko začeti igrati v živo, ker smo imeli malo časa za organizacijo vseh koncertov, ki smo hoteli. Odpadli so nam 2 koncerta, prva 2 sta nam takoj odpadla zaradi vremena, tako da dejansko mislim, smo na koncu uspeli izpeljati 3 koncerte v letošnjem letu in zdaj nameravamo pač v naslednjem letu dokončati promocijo albuma po Sloveniji. Kiks je ime skupine, zanimiv zapis. Če bi gledali v angleščini, bi morali sicer malo drugače zapisati. Ja, to je taka zanimiva zgodba za tem. Predtem smo člani
vsi trije člani Kiksov, manjka še Erik Pibernik danes, smo igrali zasedbo Second Chance Blown, ki je sicer fajn ime, ampak težko prevedljivo slovenščino. In ko smo začeli mi trije delati, je bila nekako ideja, gremo najti naslov benda, ime benda, ki ima pomen in v slovenščini in v angleščini. In takrat je Primož se vrgel nek svoj brainstorming in nam cel dan pošiljal ideje, katerim smo najprej rekli brez težav ne, potem po 6. že teže rečeš ne, po 13, 14 je že malo nerodno in ko je prišel do Kiks, nam je lepo zvenelo, ne, Kiks, pač Kiks. Je brce, je Kiks, je kasa na bobnu, ki je nimamo, ne, in zato je, ker pač igramo brez bobnov. Kiks je napaka, kar imamo, ne, to nam ni tako tuje, ampak Kiks bendov je ogromno, napisano K-I-C-K-S, napisano K-I-K-S, napisano z X-om in takrat sem jaz predlagal, gremo mi obrniti ta K in C, da bo ta Kiks kot napaka se tudi odražalo na angleško variacijo napisa in popolnoma pozabil, da v zadnjih letih je Google kralj iskanja in Google ima svojo idejo o tem, kako morajo biti stvari napisane in to navadno je pravilna ideja. Ne? Tako da, če nas kdo poskuša poiskati v brskalniku, ga najprej stric Google parkrat opozori, ne, si falu. Verjetno iščeš tisto, ne? Tako da res je treba biti ustrajni. Ne? To smo seveda ugotovili ful prepozno, ne? Po izidu singla Okostnjaki, ko mi je par radijskih voditeljev opozorilo, vas ne najdem na Bandcampu, vas ne najdemo na YouTubeu. Ne? YouTube je še težje, v bistvu še hujše od Google, ker Google te opozori, si morda mislil napisati pravilno, ne? YouTube pa ti v štartu on da ono, kar naj bi bilo pravilno in te vpraša, ali si res mislil tako, kot si napisal narobe. Tako da ti moraš prav napisati narobe, on te vpraša to, klikni še enkrat na tisto, kar je narobe, on pravi, da mogoče, če si to hotel to in potem pride komaj lahko v bistvu do naših posnetkov. Tako da ogledov smo imeli na začetku, preden smo dali po Facebooku in še po drugih platformah, da lahko kliknejo gor direktno, mislim, da smo imeli 2 ogleda, po mojem sta bila mi 2. Tako da je bilo... Pa jaz. Ja, no, mogoče tako. Mogoče jaz, ki sem dal gor, se me ni štelo, tako da eno radi uprlek, eno pa Aljoša. Drugače pa tudi umetna inteligenca ima kar nekaj težav z iskanjem vašega imena. Ampak na koncu ga vseeno najdem, pa pove, da je to slovenski punk band z Primorske. Ne vem, če ga najde, jaz sem vesel, če ga najde. Če napišem Kiks band, potem če pa napišem samo Kiks, potem pa me takoj vrže na platformo za iskanje športnih zapatov, potem za neko tudi platformo, kjer se pretakajo določene vsebine ali pa Nissanov avtomobilski SUV. Aha. Ja, vem, za te neke športne copate smo ugotovili tudi mi potem, da obstaja celo nek narobe napisan Kiks, ko da vem, ali so to kakšne Kitajci, ki so narobe napisali. Smo pa hoteli narediti vsaj potem si tudi spletno stran, ki jo imamo in da bi bilo kiks.com in smo videli, da ne moremo, ker je že nek zobozdravnik na kitajskem si dal. Ali japonskem, lih narobe napisano, tako kot imamo mi. Tako da v bistvu smo narobe, ma ne edini. V bistvu očitno nas je več, ki ima pač narobe napisano. Več ne smejo tako pametno idejo, kot je Aljoša se odločil. Ja. Pri Japonci se ne čuditi za napake v angleščini. Ne, mislim, to je to. Fališ totalno, si nenajdljiv in kljub temu ne moreš zbrati te domene, ker je en japonski zobozdravnik to zbral. Tega ne more vsak reči. Ne? Jaz sem potem razmišljal, kaj če dodamo en i, itak rečejo Kiksi vsi, ne? In sem gotovil, da to je ful pogost priimek na madžarskem, kar mogoče vi celo več veste, ker ste bližje temu, prebere se verjetno drugače, ampak tako da tudi to ni super ideja, ker potem pač ni, pač tako je. Zdaj, če nas kdo hoče najti, nas mora res poiskati, mi smo hvaležni za vsakega, ki to naredi in klikne, ker to pomeni, da je pač res se potrudil in trud dan danes ni kar tako, ne. Pa če 10 let bomo videli, smo res naredili en Kiks. Ja. Tako da bomo videli s časom. Pogovor smo pričeli s skladbo Čas. Čas je v bistvu prva skladba, ki smo jo napisali in tudi začeli vaditi. Takoj po razpadu Second Chance Blown smo izgubili mi vokalista in tekstopisca in smo se odločili gremo delati pač sami. Primož in Erik, ki sta preigrala kitare, zdaj tudi pojeta zraven. Jaz se ukvarjam pretežno z besedili, ki so zdaj v slovenščini, tako da nekega posebnega pomena ta pesem nima, razen to, da to je začetek. Zelo pridno smo jo začeli guliti v vadnici, potem pa je Primož odprl lokal in istočasno dobil otroka in se je guljenje zaključilo
In edini način, da smo lahko nadaljevali biti produktivni, je bil to, da rečemo nič, nekaj moramo v tem času narediti, gremo snemati album. Eno pesem imamo, nima kaj biti, potem smo jih malo še ostale naredili. Je pa ena taka, recimo temu klasična ljubezenska pesem za nekoga, ki je nesposoben izraziti svoje čustva, kar meni se zelo, da je ogromno teh ljudi na svetu, nisem več prepričan, da jih je res toliko. Druga bo Poglej se. Jaz bi v bistvu, po mojem bi najboljše, da bi v bistvu tukaj Aljoša predvsem govoril o komadi, ker je on tekstopisec in bo verjetno najboljše vedel točen pomen, da ne bom jaz kaj zafrkal, ki sem si lahko predstavljal drugače komad. Že prvega sem si malo drugače, tako da bom kar njemu prepustil. Mogoče danes izveš še kaj novega. Ja, sigurno. Nekaj sem že, tako da bom kar prepustil, da vem še kaj novega, pa bo znal zapovedati. Poglej se je komad, ki ga napišeš, ko moraš, v bistvu, ko imaš omejen čas za dokončati album. In rečeš, gremo napisati nekaj introspektivnega, ki v bistvu ima lahko ogromno pomenov in lahko glumiš, koliko vse pomenov ima in se delaš blazno pametnega. V resnici je bilo napisano v, po mojem, 10 minutah pisni del. Ne? Glasba je pa dlje časa nastajala, glasbo sem jaz prišel z neko idejo, Erik in Primož sta kot tako imenovani shit detektor, ne? To je, mislim, da je Bukovski svoj čas omenil, da je Hemingway boljši od Henry Millerja, zato ker Hemingway ima shit detektor. To je sposobnost nekaj napisati in ugotoviti, da to je bilo pa res eno sranje. Ne? In Henry Miller tega ni znal. Ne? Henry Miller bi lahko imel enkrat krajše knjige, pa bi bile boljše. Ne? In Primož in Erik sta bila v tem primeru shit detektor, sta rekla, to je predolgo, dajmo to narediti, to drugače. Tako da je nastala ta pesem, za katero Primož verjetno ima bolj prav o tem, kaj pomeni kot jaz, izjemoma.
Poglej se, skupine Kiks z istoimenskega albuma, izolski trio ste, korenine, kot sem slišal prej, segajo v skupino Second Chance Blown. Ja, to je v bistvu dejansko korenine so kar dosti nazaj, niti ne vem v bistvu, če je to nekje zgodnje 2000, kar je v bistvu se sestavlja skupina, ker niti mene še ni bilo, sta bila dejansko samo Aljoša in takratni pevec Andrej Vidic. In potem se je to, jaz sem se jim priključil proti koncu pri snemanju prvega albuma in potem z drugim albumom sem normalno pač bil del čaja in tako se pa lih Erik Pibernik se pa pri nam združil lih pri snemanju v bistvu drugega albuma. In nažalost potem smo končali kar zgodaj pri promociji albuma, ker takrat smo pač nekako šli na razen in ostali z ogromno vinilkami in brez koncertov. Tako da zdaj pol smo pa se odločili, da pač mi bi še vedno igrali. Prišla je korona, takrat je sploh idealno, da se pač reče, zdaj je bilo pa res škoda ne nadaljevati nekaj delati in takrat noben ni imel nobene skupine in smo enostavno se rekli, nič bomo nadaljevali mi trije. Poskusili bomo tako, da bomo jaz pa Erik pela, zdaj če je to dobro ali slabo, to bojo drugi ocenili. Pač mi smo se potrudili, pač kar smo mogli. V bistvu to je na kratko, v bistvu zgodovina tega benda in tako da smo relativno nov, ne toliko nov bend. V bistvu nastali smo kot Kiks, po mojem, že 4 leta nazaj, mogoče celo 5, začeli delovati pa praktično zadnje pol leta. Zvok vlečete iz prejšnje skupine ali ga gradite popolnoma na novo? Mislim, da je bolj na novo zgrajen. Mislim, da je nekako zgubili smo tisti industrial, ki nas je delno okrasil pri Second Chance Blown in dodali nekaj več punka, indie rocka, kakorkoli se temu pravi. Že s tem je nekoliko poseben zvok, ker smo trio in igramo s 3 kitarami. Vse ostalo je sintetika. Tako da imamo vsi člani benda igrajo kitare. To je verjetno absolutna oblika rock'n'rolla, če rock'n'roll so kitare. Kako to, da ni bobnov? Ponavadi so za bende enoznačilni bobni zaradi ritma. Ja, se je, verjetno malo delno je pač krivo to, da smo pač že štartali z prejšnjim bendom Second Chance Blown brez bobnarjev, ki pa ni bil namen, da bi bili brez bobnarjev. Enostavno bobnarja ni enostavno dobiti. Dobiti bobnarja, ki bi igral že pri prejšnji muziki bolj elektroniko, to pomeni malo bolj enostavne, ampak enake ritme čez cel komad, jih ni dosti, ker v bistvu dosti oni bobnarji, ki so in ki bi jih lahko dobil človek, bi radi bili malo bolj, bi se radi, ne vem, kako bi rekel temu, bi se radi malo bolj pokazali in malo zakomplicirali, kar pa pač nam ni prišlo prav in smo naredili tako. Zdaj v novi verziji, ker pa je lih bilo spet korona, ni bilo časa iskati enega novega bobnarja, smo rekli, bomo poskušali nadaljevati v onem stilu, da bomo imeli pač bobne posnete, jih naredili čim boljše, kar se da. To, da če pa bo prišel kdaj kakšen bobnar, ni da je to izključeno, lahko še mirno bo prišel, samo bo pač mogel biti nekdo, ki se bo, bi se rekel, prilagodil temu, da ne bo pretiraval, da bo pač v ospredju, da bo vse skupaj, celota, ne pa en inštrument, tako kot se trudimo pri kitarah in pri vokalih osebe, pač da smo vse kot neka celota. Ampak vseeno ritem potem drži neka mašina zadaj. Ja, mi v bistvu Aljoša ima čez te, bi se rekel, ritem mašino, ki je vezana z računalnikom, zraven še malo pač kakšni dodatni efekti. Dejstvo je, tudi bas imamo, v bistvu je tudi lih tako posnet z vsemi možnimi zadevami. Ni to, da bi rekel človek, zdaj posnamem, ga pošljem preko MP3 in se to vrti. To gre preko vseh možnih aparatur, da prije dejansko do zvoka, ki bi želeli. Tako da v osnovi je še zaiti na koncert je skoraj bolj komplicirano kot z bendom, ker imamo več stvari za nositi. Potem, Aljoša, ti skrbiš še za so elektroniko zadaj? Pretežno ja, to ohranili smo od prejšnje zasedbe. Tudi na začetku ni bilo mišljeno, da bom jaz igral kitaro, ampak pač zgodilo se je to, da ker ona dva, Primož in Erik, namreč pojeta skupaj, smo prišli do ugotovitve, da fajn njuna dva vokala zvenita, so določeni kitarski parti, ki jih ne moreta speljati in zraven peti in se rekel, pa bom še jaz igral to kitarco. Z elektroniko pa je tako, ne? Mislim, da si večina ljudi ne predstavlja, kaj vse gre lahko narobe z sintetiko. Dosti več kot, mislim, ti enega basista, ki je spil 4 pive preveč, še nekako uspeš med pod nadzorom, ne? Synthesizer, ki se noče povezati z računalnikom, zato ker ima slab dan, pa ne? Ima pač je pametnejši. Okostnjaki bo
naslednja tudi skladba, s katero smo vas poznali. Ja, Okostnjak je bil prvi singel, takrat smo se odločili zanj, ker se nam zdi tak najbolj radijsko poslušljiv. Je pa nekakšen homaž italijanskemu striparju od Zero Calcare, katerega za tiste, ki ne poznajo italijansko, lahko ga pogledajo na Netflixu, je izdal 2 seriji in ena knjiga je tudi, prvi strip je izdan v Sloveniji in sobesedilo pa je pač vezano na njegov nekakšen opus, ne, in to je preprosto to, da ti svoje kože iz svojih korenin ne moreš kar tako se popolnoma na novo nekje drugje ustvariti. Mislim, vedno vlečeš neki za sabo, ne, kar je v principu dobro, ne, sem nekateri to pač pozabijo in se tega ne zavedajo, ne. Aljoša in Primož, člana skupine Kiks, z mano v oddaji Radioaktivno album Kiks tudi vrtimo. Kot smo rekli, 3-članska zasedba ste, Primož in Aljoša, družinska člana. Na nek način bi lahko rekli, da to je družinska zasedba. V bistvu je zelo družinska, zato ker v bistvu Aljoša je moj brat. Erik je v bistvu moj, ko se reče temu, svak, ja. Tako da smo neke vrste Kelly family, v bistvu. Smo vsi nekako povezani
Mogoče ne krvno, ampak družinsko pa ja. V bistvu imamo isto družinska kosila, tako da nekako smo en družinski bend. Če dobimo bobnarja, ne vem, edino če dobimo sina od Aljoše, ki je zelo dober bobnar, samo je problem, da še malo premlad, da bi ga peljali dlje kot do Kopra, ker pri 12 letih, da ga peljemo na Metelkovo, ker se začne po noči, mogoče ni najbolj primerno. Drugače, bili ste člani tudi drugih zasedb predtem? Ja, bili in še vedno smo. Erik še vedno igra za Zurbriggen, super tak melodični punk iz Lucije, iz obale, lahko rečemo, se konec koncev. Tukaj na obali se zelo ločimo po kvartih, verjetno. To opažam. Ja, drugje verjetno je precej vam vseeno, če je Izola ali pa Lucija, tako da iz obale. Primož je igral pri Sensation in vsake toliko še vedno igrajo, imajo take letne koncerte, oni so nekakšen tak kulten band iz poznih 90-ih za obalo in še danes privabijo ogromno takratne publike. Jaz igram, oziroma sem igral pri Sotomayor, malo manj kultni smo, ampak lik tako isto obdobje. Potem pa so še, Erik je bil pri Žižolat, pa Cortes Experience, mislim, to je pač standardna pot vsakega, ki v naših letih igra glasbo, ne, da je dal skozi en kupenih bendov, za katere smo v bistvu prepričani z vsakim letom, da so bili boljši, kot mogoče so bili, ampak to je čar nostalgije. Ne. Vsi pa bolj manj o alternativnih vodah. Ja, moj bend je bil neka mešanca punka, repa, metala, hardcore, v bistvu vse nekaj zmešano. Mi smo klicali Party Mix. Je bilo v bistvu dejansko taka pozitivna, žurerska v bistvu glasba. On je bil vedno v punkovskih do indie zvrsteh. Erik je šel od punka do hardcora, tako da smo vsi nekako v žanrsko, bomo rekel tako, v osnovi, razen Sotomayor, vse ostalo je bilo kar precej bolj oštro tudi kot je Kiks. Tako da Kiks je nekje ena umestna varianta med vsemi temi zasedbami, ki smo pač imeli. Volk se rad uči bo naslednjo? Volk se rad uči je pesem o fašizmu, preprosto povedano, in o temu, da se pa res nič ne naučimo. In čim mislimo, da smo neki, zdaj ta problem smo rešili, ne, dejstvo je, da ga nismo in to nam svet danes nam kaže, da se tega nismo rešili in da, ne vem, mogoče bojo pa naši zanamci pametnejši od nas in bojo ugotovili, da nekaj pa je treba narediti za to, da pač ne pozabiš, da se lahko vse sviži v trenutku, če nisi pozoren.
Volk se rad uči, skupine Kiks z albuma Kiks, to je vaš prvenec, 10 skladb ste nam pripravili. Ja, 10 skladb smo se odločili, da bomo objavili, pripravili smo tudi kakšno več, ampak to je plod dela našega dosedanjega. Skladbe tudi mislim, da so razmeroma raznolike med sabo, zato ker so nastajale z bendom. Bend se počasi, ko smo začeli delati kot jedro nas treh, se počasi spoznavaš. Kljub temu, da smo že predtem igrali skupaj, je bilo vedno drugače. Ne? Zdaj se počasi spoznavamo in skladbe temu primerno, lahko rečem, rastejo. Kako potem kreirate glasbo skupaj ali ločeno, potem združujete moči na vajah? Ne, v bistvu ločeno, v bistvu to večinoma jih recimo nekdo tukaj pri teh 10 skladbah je v veliki večini je v bistvu Aljošino delo, ker on pripravi. Z Erikom ima v nalogo v bistvu mogoče popraviti kakšno stvar, katero je on naredil. Tako, ja, v bistvu lahko kje skrajšamo, lahko kje to, lahko dodamo, kaj lahko spremenimo, ampak osnovo tukaj večina komadov jedro v bistvu je njegovo delo, tako da je tukaj, mislim, da z naslednjim albumom bomo potem malo mi še dodali kaj več svojega, tako da v bistvu, da si poenostavimo, ker če nam rad zakomplicira malo. Siguriš, kot da je to progresivni metal, mislim. Pač jaz sem tisti, ki je preprosto imel največ časa in kreativnega zagona v tem obdobju. Kar ne pomeni, da pač bo tako tudi ostalo. Meni ustreza to, da ko nekaj naredim, dobim kritike oziroma nasvete, kako nekaj narediti, ker mislim, da to je edini recept za uspeh. Na koncu pa ne moreš ti nekomu reči, to mora zveneti tako, ker ne funkcionira. To, kar Primož in Erik potem soustvarita zraven, to verjetno si malo kdo bi sploh lahko predstavljal, da bojo to tako naredili. Ne? Jaz sploh ne. Ti potem dodaš še besedila, ki so slovenščine? Ja, pač to je spet čisto naravno nastalo. Jaz sem že pred leti pisal besedila. Ni vezano tukaj na družinsko, kako se temu reče, dediščino. Preprosto tudi delam kot novinar, mi pisanje mi je domače, mi je nekaj povsem samoumevnega in pri besedilih je pa tako, fajn mi je, če besedila imajo nek smisel, ne. Verjamem, da vedno ni tako, ampak težko bi mi bilo vseeno se odločiti za neko besedilo, zato samo da napolni z besedami pesem, ker ni to namen. Ne. Jaz bi mirno živel v svetu brez vokala, če pa je vokal, se mi zdi fajn, da doda ne samo zvokovno, ma tudi vsebinsko nekaj. Ne. In tako potem nastajajo počasi. Ne. Tako so v bistvu vse nastale. Kaj pa teme, ki jih nagovarjaš z besedilem? Teme so dostikrat aktualnega značaja. Mogoče je povezano to z mojim poslom. Kissinger, na primer, je nastala na dan smrti Henryja Kissingerja, za katerega nisem mogel verjeti, da je tako dolgo živel, da mu je karma dovolila, da pride, da dočaka 100 let, mislim, ker se mi ni zdi prav, s tem, kar je on naredil v življenju. Grdo to rečemo, bi se mu moglo prej kaj zgoditi. Ne. Je pa doživel dobrih 100 let in tukaj mora nek trik biti za tem, mislim, neka fora z Mephistom in podobno mora biti. Nek je podpisal on z nekom, očitno. Mislim, da lahko skladbo kar zavrtimo. Lahko zavrtimo. Sej, skladba je tako, je en življenjepis, njegov življenjepis z zamišljenim, če smem iti v detajle, zamišljenim pogovorom med Kissingerjem in smrtjo o tem, kako šva midva to speljati, da bo šlo skozi. Ne. Rezultat pa je popolnoma uničen jugovzhod Azije, pa še kaj zraven po Južni in Srednji Ameriki bi se našlo, pa v Afriki tudi, ampak tako je bil kar spektakularen v tem svojem delovanju. Ne. In dobil Nobelovo nagrado za mir. Mislim, res težko včasih razumemo, kako ta karma funkcionira, kot ti rečejo, ja, bo že videl karma, ne vem, no. V stilu, saj ni res, pa je. Nekaj tazga, ja, mislim, saj ne bi smelo biti res, pa je. Verjamem pa tudi, da so vzporedna vesolja, v katerih se ni tako končalo, no. Naše je tukaj nekaj zamuštralo. Don't be
Primož, promocija albuma poteka, oziroma v letu 2024 ste bili konec leta kar nekaj aktivni. Ja, smo se potrudili proti koncu, mi smo kot en dizel, v bistvu gremo počasi smo zalaufali, zdaj konec leta, zdaj se ustavi in zdaj moramo zopet zalaufati, tako da bomo videli, koliko časa rabimo zdaj, da zopet zalaufa drugi del, bi se rekel, promocije, kar pomeni, da štarta z leto 2025. Upam, da se bo pač dovolj zanimanja bilo, da bo tudi da bomo lažje nekako prišli po klubih igrati, ker ni enostavno v današnjem času. Imamo že našega tretjega člana Erika, ki z Turbrigni se trudi igrati in to je dosti dela, zato da prideš do tega, da lahko dejansko po vsakem klubu, da bi zaigral kakšen koncert za promocijo albuma. Tako da mi bomo šli zdaj v to malo bolj aktivno, bomo poskusili se predstaviti potem z albumom, upamo, da bomo kakšnemu tudi pač zanimivi, da bo še kdaj potem sam poklical, da bo rekel, če imate čas, lahko prijete. Tako da v planu je zdaj to, kaj se bo zgodilo, bomo pa videli potem z naslednjim letom. Je prostorov za igranje dovolj po Sloveniji? Ugotovili smo, da v bistvu prostorov je dosti. Priti do teh prostorov je pa malo težje. V bistvu bomo rekel tako, mi smo še dokaj novi, kar je v bistvu po svoje kar ena hiba, ker ne moremo priti vedno kot nek, da bi rekli, zdaj naredimo njih in pol dodamo še eno predskupino. V osnovi moramo mi komi kilometrino dobiti. In to pomeni, da bi mogli biti mi kot suport lahko nekomu, ampak noben ne jemlje suporta nekoga, ki je še dlje kot je skupina, ker vedno iščejo lokalne in nelokalne bende. Tako da tukaj se bomo mogli malo pomatrati in ne vemo niti sami, ker dejansko pred tem obdobjem je kar nekaj let minilo, ko smo imeli mi te organizirane koncerte. Mi s prejšnjim bendom so nas že toliko klicali, da nismo rabili potem več mi iskati. Zdaj pa treba vse znova začeti, ker to je kot da bi zbrisal in na novo rekel. Zdaj nisem obstajal do zdaj, sem čisto nov, kot da bi imel 14 let in zdaj gremo rihtati koncerte naprej, čeprav smo že kar zreli junci. Ja, imamo izpite za avto, tako da prednost pred 14-letniki je očitna. Izpite imamo in lahko se pripeljemo do kamorkoli. Mi smo veseli, če nas bo kdorkoli poklical, če tudi kdo, ki to posluša in ugotovimo, glej, sploh niso tako slabi, nismo. Kako vas sprejemajo na koncertih? Nekaj odzivov verjetno sedaj že je? Dobri, odzivi so zaenkrat dobri. Je glasba, ki je, pa ne rečem, da nič nismo izumili, mislim, ampak je nekoliko drugačna od klasičnega punka, je nekoliko drugačna od klasičnega rocka, mogoče že zaradi sintetike, ki zraven igra in tako da odzivi so bili do zdaj, kar se nas tiče, zelo pozitivni. Tako na Obali kot v Ljubljani smo bili pozitivno sprejeti. V živo stvar deluje verjetno trše kot to, kar se sliši na radiju, ker pač 3 kitare, to je kot voda, vedno trše je. Je pa istočasno tudi razmeroma plesno, zdaj pa kot si to predstavljamo. Če je prej umrl Kissinger, bo sedaj umrl še Paul? Paul je umrl, to je ena taka pesem, ki je nastala v višku korone in tako na pamet bi lahko rekli, da govori o teorijah zarote, pa ni čisto res. Govori predvsem o tem, kako kar naenkrat so se našli ljudje, ki so bili prepričani, da oni pa vejo vse in poskušali prepričati vse ostale, da ne vejo ali pa da ne vemo nič. In pesem govori o temu, mislim, spet lahko se razume tako, lahko drugače. To je nekaj, kar je meni res v tistem času motilo, ker meni je vseeno na kateri strani barikad, ki so jih takrat nekako postavili, se kdo znajde, ampak ne me imeti za bedaka, zato ker se ne strinjam s tabo. To je srž tega.
Soja vsebuje estrogene, Mark spet zavladamo, ker valovanje nas v kuži nadzorujejo, 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 nadzorujejo. Kiks, albumom Kiks vodaje radioaktivno. Vidim, da je glasba še dosegljiva pri vas na fizičnem nosilcu zvoka. Ja, mi imamo v bistvu pred dobrim tednom v bistvu je išla vinilka. Zato tudi teh 10 skladb je prišlo, kar v bistvu več kot 10 ne bi niti spravili gor na vinil. Mislim, da smo jih napolnili maksimum, kar se je dalo. Še smo mogli razporejati komade, tako da niso po istem vrste redu, kot bi jih dobili ljudje na Spotifyju, ker enostavno niso prišle gor. Smo mogli iskati malo po minutaži, da ima nek smisel in narediti en miks vsega tega, da smo uspeli spraviti to tako, kot smo želeli na vinilko, kjer v bistvu nam je pomagala naša lokalna umetnica Katarina Burlina z naslovnico, ker smo šli po logiki zdaj ful moderno ta kilometer nič. Če lahko imel restauracije za, ne vem, tukaj pri nas, da ribo, kilometer nič, poberejo iz morja, dajo na krožnik. Mi smo tako z naslovnico, smo pobrali praktično prvo sosedo umetnico in dali gor na vinilko. Tako da je vse v kilometer nič. Naredili smo album, posneli v Vadnici, kjer niti ni kilometer, tako da še vedno je v kilometru nič. Razen mix smo malo zatajili, ki smo ga mastering, smo ga poslali v London, tako da je, ampak smo ga naskrivaj, smo ga tako malo skrili, tako da ni šel po redni liniji. Preko pošti v Izoli, tako da še vedno šteje, mislim. In tudi možakar, ki dela mastering, je bil tolikokrat že v Izoli, da in bi raj bil tukaj kot pa v Londonu. Tako da je še vedno kilometer nič, no. Smisel dejati, da bo na kilometru nič. Ja, ne, je vse, recimo temu, da je skoraj čisti DIY, no, zdaj, že dolgo časa je moderna ta beseda. Mi smo to res vse sami naredili, razen tistega, kar je bilo boljše, da dela kdo drug, ne, torej naslovnice, ker nismo umetniki in mastering, ker pač za to rabi še eno tretje uho. Izdali smo 180 vinilk, tako da lahko bi rekel, da je omejena naklada, tako da ne se teps, nekih je še. Tako da upamo, da bomo uspeli jih čim prej tudi v čim večjem številu prodati, ker v bistvu, če ne jemljajo tudi prostor, v bistvu moramo kaj hraniti. Drugače pa, kot si omenil, Primož, že prej tudi glasba na streaming platformah. Ja, imamo na vseh platformah, kar se da dobiti, ker naš kitarist, ta glavni Erik Pibernik je računalničar, tako da v bistvu njemu prepustimo ta del, rečemo, ti naredi, da bo stvar bila na internetu in on je naredil tako, da je povsod. Mislim, da je res, da je problem z imenom napisati, če pravilno narobe napišeš v bistvu, in ustrajaš, nas dobiš čisto na vseh možnih platformah internetnih, ki obstajajo. Tako da. Tudi celo, če slišiš po radiju, ne veš, da je to, daš na Shazam in ti bo povedalo, to so Kiks, tako ima, tako da celo tam smo gor. Marjano bo naslednja. Marjano je pa Primoževo delo, to je, bo Primož lahko povedal, to je eno staro njegovo besedilo, ki ga je on pobral dobesedno iz naftalina in lepo zveni. Bi lahko bila naša pop pesem, če ne bi zazvenela tako, kot je zazvenela in to je pač, kako je zazvenela? Zazvenela je posebno. Ne, to je bil en moj komad zelo star, mislim tako zelo, bom rekel, 16 let verjetno ima. Če jih imaš 18, ne? Tako da si znal, da imamo več kot 18 let. Malo, pač ob rojstvu sem ga napisal. V glavnem sem napisal en komad, sem hotel narediti en tak, malo bi se rekel, življenjski komad. Takrat sem še delal v enem klubu, ki smo ga mi z Aljošo imeli pod Belvederjem, Šoto klub. In glede to sem delal v lokalu, sem rekel, bom napisal en tak življenjski komad o enemu človeku, ki živi praktično v enem lokalu. In ime se mi zdelo tako, da bi lahko vsak enega Marjanota iz obale pač poznal, tako da lahko kdo reče, to je moj prijatelj, njemu, karkoli. Se, ko bom šel po tem sistemu, da vidimo, če bo to palilo, in se rekel, bom dal to mojemu bendu takrat, ampak je bil komad malo preveč soft, kot so rekli oni, in so mi ga hitro skenzali, so rekli, ne, mi ne moremo take balade delati. In sem rekel potem, zdaj, ko smo pa iskali dejansko, ko smo delali s Kiksi komade in je zmanjkovalo našemu piscu tudi malo ideje, ker jih je
toliko na kupu delov, sem rekel, gledaj, jaz imam 3-4 komade, ki so bili skens, nikoli uporabljeni in sem jih dal na mizo in sem rekel, zdaj pa zberi, če je kakšen v redu. In je pač Marjano je bil med temi srečneži, bomo rekli, ki je bil zbran za ta komad. Pol pa je on malo dodelal od moje idejne melodije na svoj način in je prišel pač en tak zanimiv komad, malo drugačen, tako ne bom rekel, da je pop lih. Marjano pa konta, da se nič ne dogaja. Še vedno ga gledam, ko srka kvartin. Kje je Marjano in kje je ta mož, ki vpije veselo in prepeva na glas? Ne briga se ne za sonce, ne mraz, veda za vsakogar, prišel bo čas. Marjano, kje je ta mož, ki pije veselo, prepeva na glas? Ne briga se ne za sonce, ne mraz, veda za vsakogar, prišel bo čas. Ljudje se borijo proti dežju z dežnikom, se umikajo vetru, kot da je hudič. Marjano jih gleda, se čudi spektaklu, šteje na glas in ruka kvartin. Kje je Marjano in kje je ta mož, ki vpije veselo in prepeva na glas? Ne briga se ne za sonce, ne mraz, veda za vsakogar, prišel bo čas. Kje je Marjano, kje je ta mož, ki pije veselo in prepeva na glas? Ne briga se ne za sonce, ne mraz, veda za vsakogar, prišel bo čas. Včasih dežuje, včasih grmi, padajo strele na vse vas ljudi. Udarite usoda, ko ne pričakuješ, kaj se to meni, se nič ne sprašuješ. Pijate vino, pijate cigaret, pijate bomba in bajonet. Čarovnice vedno so na grmadi, Marjano ne šteje, jesen je tvoje prve pomladi. Kiks z albumom Kiks vodaje radioaktivno Aljoša in Primož sta z mano. Prej sta že omenila naslovnico, vidim, da neki čudaki gledajo na svet. Ja, to je Katarina Burljena, ki je naredila to naslovnico, nas je vprašala, kaj želimo, in mi smo rekli, oziroma Primož je z njo imel to debato, je rekel, naredi to, kar se ti zdi, to, kar čutiš, in je naredila to, kar je čutila. Kaj je točno čutila, ne vem jaz. Ti veš, Primož, kaj je čutila? Ne vem, mislim, dal 2 komada se mi dal za poslušati.
rekel sem mi približno, o čem bi se govorilo, da je to nekaj vezano z časom, pa bi se reklo malo lahko vesolje, pa zgodovina, vse skupaj in nastalo je to. Tako da niso se poglobila potem točno, kaj je ona, ampak ona je to je začutila v tistem trenutku, ko je to delala, tako da vi notri se najdejo od kakšnih, bi se rekel, lahko neke zgodovinske stvari, lahko so bobni, lahko je notri je planet, ki je rekel, da še zdaj ne ve, če je prav planet ali je mogoče celo notri fetus, ljudje, ki gledajo iz ozadja, tako da je mogoče dojela še boljše, kot bi sami dojeli, kaj je. Tako da, kot slika pa na koncu se nam je kar dopadla, zato smo tudi pač enostavno dali gor. Lahko ob tem omenimo, da je Katarina res izvrstna slikarka in morda še skoraj boljša ilustratorka, vse kar nekako vidimo, kar dela, ne? In ima te linije, ta nekakšen skoraj staroslovanski, ilustratorski, ne vem kako bi rekel, pristop do tega, ki pa deluje nekako, da bi, če bi Nick Cave jo prosil za nekaj narediti, bi bilo po njegovo. Ne? Tako da mi smo izjemno zadovoljni in počaščeni, da nam je naredila to naslovnico, ker nastala je dosti boljše od tega, kar smo si upali, da bi v bistvu lahko naredila, ker nismo vedeli. Ne? Mogoče Big Brother gleda zmedeni svet. Ja, mislim, definitivno. Ne? Spet vsak lahko najde v temu nekaj. Ne? Je pa res, čas je neka stalnica tega albuma, teh besedil, čas v vseh svojih oblikah. Ne? Čas je lahko obdobje, lahko je čas, lahko je fizikalna lastnost, lahko je karkoli. Ne? In ga najdemo tako rekoč malo po vseh komadih notri, direktno omenjenega ali pa nakazanega. Sploh ne vemo, ko imamo kakšne komade, rečemo, zdaj igramo čas, več ne vemo, kateri čas je to, ker v bistvu v enemu čas lahko nima sploh besede čas, pol je drugi komad, ker ima dejansko začne s čas. Tako da malo smo se zmedli še sami, ampak v glavnem se mi zdi, da res čas je ena stvar, ki je skoraj vsi komadi ga imajo notri. Razen mogoče enega ali dveh, vsi imajo prav že skoraj besedo čas notri, v bistvu, ali pa vsaj v tem stilu, da je pač z neko časovnico, tako da smo si dejansko malo zakomplicirali tudi sami, ker za kakšne naslove nismo več vedeli, kako dati ime, ker bi lahko dali 3 čase notri. Mogoče ste v tej časovni stiski tudi obrnili narobe, pa mu dali rdečo piko. Tudi mogoče, tudi to se je zgodilo, ja. To je bil oblikovalski doprinos Primoža, ko je toliko, kot je on brainstormal izbiro imena, potem je to tudi brainstormal oblikovanje imena in je prišel tak napis, da na majici lepo zgleda. Tudi na albumu v bistvu, ne, je dejansko... Cel logo je doživel evolucijo, je bil malo spremenjen, je bil drugačen, pol je bil navaden iz obrnjeni, pol je ta pika postala rdeča, potem v bistvu smo rekli, kaj pa če bi ta i spremenili in ga naredili, da ni prav navaden font i, ampak da je to v bistvu napacka, ki pride potem z i-em, ki tukaj ni to, ker je tukaj še staro, v bistvu na albumu je pa že novi logo, tako da se je malo spremenilo. Na Spotifyju je ta stari, na albumu je ta novi logo, ki je malenkostne spremembe, ampak se mi zdelo, kot da ta pika bo dejansko dodala neki, da bojo ljudje mogoče že po piki vedeli takoj, to gre za njih, ne? Da ni samo napis, ampak je vizualno te hitro lahko spomni na nekaj, kar si že videl. Zaenkrat lahko rečemo, da je dodala enih 200-300 evrov pri tisku albuma, ker imamo full color platnice, ki so črno-bele z izjemo te rdeče pike. Se lovijo bo naslednja? Se lovijo, pesem, ki govori malo o vseh nas umetnikih, prostočasnih umetnikih, o umetnikih, ki so prepričani, da niso razumljeni, govori o umetnikih, ki celo življenje se ukvarjajo z nečim in nekako vejo, da ko bojo to zagrabili in ko bo nekdo končno našel, to bo to, ne? Da je spet čas notri, ne? Je zelo prisoten v pesmi in ne bom rekel, da je zelo pozitivna. V bistvu je žalostna pesem, čeprav tako ne zveni. Kam gledam stran, gledam čas, teče, čas hiti. 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 Kam gledam stran,
Aljoša in Primož, člana skupine Kiks, kako vidva gledata na slovensko glasbeno sceno? Odvisno zdaj, v alternativi, v ostalem. Meni se zdi, da pač, kar se tiče določenih stvari, se ni spremenilo nič, ker se mi zdi, da so glavni akteri so še vedno isti, že odkar smo mi bili mali, tako da kar je pohvalno, da so še vedno živeči vsi, ne. V alternativi pa v bistvu bom rekel tako, neke stvari so se spremenile, v bistvu že to, da je ena skupina, kot so Halo Stari, postali v bistvu tako popularni široko z punk glasbo, v bistvu. To je v bistvu nekaj, kar se do zdaj še ni zgodilo, razen mogoče v obdobju punkertov, ker ni bilo toliko te pop glasbe slovenske, kot je pa zdaj. Zablujena generacija so bili tudi, ne? Na tem nivoju. To pa ne vem. V bistvu, Halo Stari polnijo, kar je napolnijo, v bistvu, in vsakan čas, v bistvu so res, to je, moram priznati, da nisem si mogel verjeti, da bi en punk band uspel polniti na koncu vse dvorane, kamorkoli grejo igrati. Mislim, da se spreminja. Mladi bendi je nekaj ful zanimivo to, da mi, ko smo začeli igrati, smo bili, če zdaj pogledam posnetke, rajših ne, ker to je bilo nekaj katastrofalnega. Lahko je bilo 4 mulci, ki niso znali igrati inštrumentov, ma smo se trudili in smo igrali. Ta novodobni glasbeniki, ta mladi, ko pridejo, pa bilo katero glasbeno sceno, ali alternativna, ali je to klasika, so pa v bistvu mojstri v svojem inštrumentu in mi nikoli ne bomo tako dobro igrali, kot igrajo tej novodobni mladi bendi. Zdaj, koliko imajo kakšni zapovedati te stvari, pač je stvar okusa, se spreminja pač pa v toliko, da ne vem, Obala recimo nima toliko, kot bi lahko imela te alternativne glasbe, kot je včasih bilo. Scena se spreminja, mogoče tudi, ker ni prostora, ki je igrati, v bistvu, razen enega prostora, 2, nimamo kam hoditi na Obalo igrati. Aljoša, tvoje mnenje? Ja, sej v principu je podobno, ne. Slovenska glasbena scena dejansko se ni dosti spremenila, ne, v zadnjih 30 letih. Vedno je tisti en band, ki rastura, mislim, da se zdaj Joker Out trenutno. Vedno je tistih par nekih starejših ustvarjalcev, ki bojo napolnili Cankarjeve domove in prizorišča, s tem, da so oni še starejši, kot so nekoč bili. Mlajše generacije pa prihajajo, zdaj se šele nekaj začelo spreminjati počasi, ne. Jaz razumem to skrb organizatorjev, da mladi ne prihajajo na koncerte, je v bistvu zelo odvečna, ne, ker jaz jih razumem, ne, jaz tudi ne bi hodil na koncerte, ko sem bil mulc, če bi tam bili vsi prijatelji mojih staršev, ne. Tako da smo ta generacija, smo nekako vzeli za talce to sceno, mladi si jo morajo na novo zgraditi, eno takšno, kjer ni starcev, ki bojo povedali, veš, tvoj mali pa kadi, ne, in mislim, da ni skrbi, ne, kot je rekel Primož, mladi danes štartajo z absolutno više stopnje znanja, kot smo mi. To je, mislim, kot je naša generacija nasplošno. Lahko so za to krive glasbene šole, ki še vedno odlično delajo in so še bolj odprte do različnih žanrov, kot so bile nekoč. Svoje pa ima tudi YouTube verjetno, ker danes, če se človek odloči, da bo iz nič začel popravljati pralne stroje, si vzame en popoldan in na YouTubeu dobi navodila za vse možne variante pralnih strojev. Seveda si jih moraš ogledati in seveda moraš imeti željo po temu, ampak znanje je dosti bolj dostopno, ne? In v glasbi je pač tudi tako, ne? Kako pa gledate v Kiks na umetno inteligenco? Umetno inteligenco? V glasbi? Mislim, mi je nimamo, tako da bi so naše... Hitro disclaimer. Ja. Nismo jo uporabili, ne za besedila, ne za nič. Ne, umetna inteligenca, sem pa testiral seveda zato, da vidim, kako delujejo te umetne inteligence in tako po svoje malo scary, v bistvu, ker ti zna narediti ene zadeve, ki niso niti toliko napačne, kar mogoče marsikateremu glasbeniku bo celo pomagalo, v bistvu, ki si bo popravili besedila, kakšni pa v bistvu, rekel tako, oni, ki zna pisati, jih ne bo uporabljal. Pri muziki, oni, ki zna delati z glasbo, ne bo uporabljal umetne inteligence. Uporabljali jo bojo tisti, ki bojo poskušali nekaj pač si olajšati in mogoče lahko tudi kot neke vrste prevara za koga, ampak ne vem, pravo uho ali pa oko bo še vedno videlo, kaj je nastalo iz lastne režije in kaj pa je nastalo v bistvu z umetno inteligenco. Kaj mislite, kaj umetna inteligenca Microsoftov Copilot odgovori na vprašanje, katere so vaše najpopularnejše skladbe? Po mojem okostnjaki, v bistvu ne vem, ker je, kaj pravi? Še Primož. Kateri komad bi bil? Katere skladbe so vaše najpopularnejše? Najpopularnejše? Jaz bom dal mogoče Kissinger zaradi samega imena, ne zaradi drugače bi rekel, da okostnjaki bi skoraj mogel biti, ker je največ časa na sceni. Pa Pol je umrl bi lahko mogoče tudi bil en tak popularen.
Oba sta zgrešila, sedaj se ne smejati, kaj ti odgovorila je tako. Najpopularnejše skladbe skupine Kicks so Unknown Destination, smešno, za tebe v torek ne obstaja, mislim pač ok, spet sem si zaspal. Aha, super. Ne, to je fajn. Bi te prosil, če mi lahko ta spisek pošlješ in mi napišemo te komade in damo prav umetni inteligenci istočasno, ne, in zagotovimo vsaj malo PR-ovstva pri temu, ne. Ja, si pravi, to je zanimivo pri umetni inteligenci, pravijo, da je trenutno v teenage fazi, v puberteti, ne, in posebnost pubertetnika je, da se bo znašel, ne, in pogosto si izmisli neki, zato da ne bo delovalo, da ne ve, raje se zlaže, kot pa da reče v bistvu, jaz ne vem, kaj me točno sprašuješ, ne. Je pa lepo, da je pa naša umetna inteligenca komad od našega kitarista Erika Pibernika od Sorbrignov, Unknown Destination, tako da smo še vedno vsaj blizu je, no, ni toliko, bi se zgrešil je. 3 skladbe pa so mimo grede od skupine Dem. Dobro, to je že za šus, ne, v bistvu. Ne vem, kaj si odgovoril, ne, na to. Potem več nočem komunicirati z njo. Tokrat mi vse odgovoriti, kdaj mi pove, da je moje vprašanje neodgovorljivo. Nobeno vprašanje ni neodgovorljivo, no. Ja, sej, umetna inteligenca je orodje. Prej bomo mi razumeli, da je to orodje, da je to samo naslednja stopnja vseh ostalih napredkov, ki smo imeli tudi v glasbi konec koncev. Danes lahko band, kot je naš, posname album v vadnici na tako visoki kakovosti, kot je verjetno Beatli niso uspeli v svojem času. Če gledamo samo kakovost zvoka, ne govorim zdaj o dejansko sami glasbi. Umetna inteligenca je naslednji korak pri izpopolnjevanju tega, ne, to, da v bistvu čim širši masi približa lahko uporabno orodje. Če bomo sprejeli kot orodje, je v temu v bistvu to, je pri prevajalstvu je orodje, pri umetnosti je orodje, za novinarje je lahko orodje, mislim, sam si rekel, da si vprašal, v zdravstvu je lahko orodje, v pravu se bojim, da je že več kot... Je že orodje. Je že orodje, ne? In če kot takšno sprejmemo, super, ne? Samo dajmo se zavedati, mi jo nekaj vprašamo, mi prosimo za nasvet, ni nujno, da se moramo s tem strinjati, predvsem pa moramo pogledati, kaj je naredila, ne? Če bo nekdo rabo na hitro narejen jingle za svoj podcast in bo vprašal umetno inteligenco, da mu ga sestavi, jaz v temu ne vidim nobenega problema. Mislim, ja, bo sigurno nekdo ostal brez neki dela, ampak na koncu se bo našlo za vse neki. Tudi Google Translate, ko je nastal, so prevajalci izgubili službe in jih potem spet pridobili, ko se je gotovilo, da Google Translate ne prevaja tako, kot mora. Isto je, ko je začela umetna inteligenca prevajati, se je ponovila zgodba. So prevajalci ostali brez služb, ki so jih potem večinoma tudi spet dobili nazaj, ker ne zna ona je orodje, ona ni rešitev, ne. Pred zadnjo, Ni prostora za sanje? Je taka temačna pesem, tudi ena prvih z takim fajn plesnim post-punk motivom, ki pač govori dejansko o težavah ljudi, ko ostanejo doma, ko ostanejo sami doma in začnejo možgani delati tam, kjer ne bi smeli delati, tako kot ne bi smeli delati. Ja, lahko bi rekli, da govori tudi o psihičnih težavah in tako. Mislim, da gre vsak skozi to obdobje. Mislim, da nekateri nažalost hodijo ful prepogosto skozi ta obdobja, ne.
Aljoša in Primož, za konec tega pogovora, kakšni izzivi so pred vami v letu 2025? Se pravi, še vedno naš glavni izziv je samo to, da si zberemo čim več koncertov, čim več kilometrine, da se pokažemo širši publiki in da nas vabijo tudi konec koncev v bistvu Prleki, še nismo igrali, tako da če že Radio Prlek bo vrtel, je fajn, da tudi kakšen mogoče nas povabi na kakšen koncert. Upam, da kdo sliši iz etaže pod nami, iz kleti. Z veseljem, tudi kjerokoli klet gremo igrati. Izpiti imamo tudi avto. Tudi v dnevno sobo, koga lahko pridemo. Aljoša, prej si dejal, da je teh 10 samo izbor skladb, da jih je potem še več na zaloge? Ja, skladb je še, ne. Smo imeli to srečo, da smo lahko zbirali, kaj dati na album, ker problem je, ko ti napolniš skladb za en album in rečeš, zdaj bom pa izdal album, ne. Se hitro zgodi, da nam pridejo pesmi, ki v resnici si ne bi zaslužile tega, ne, ali pa ki iz takšnega ali drugačnega razloga ne sodijo na album, ne. Mi na srečo tega problema nismo imeli in smo lahko zbrali, kar gre gor in kar ne gre gor, pa ima še vedno šanso v naslednji, ne. Še ena je na tem albumu, ki bomo zavrteli za konec, to bo Kje je kdo? Kje je kdo? To je fascinacija z neskončnostjo vesolja in z Fermijevim paradoksom o tem, da če je res vesolje neskončno in to pomeni, da je življenje še marsikje lahko, ne, zakaj ni nikogar tukaj, ne? To je pač znan kot Fermijev paradoks, da če bi obstajalo pametno življenje, inteligentno življenje tudi drugje, bi se nam že tako ali drugače pojavilo, ne? Odgovor na to je tudi to, da mi verjetno ga ne bi niti opazili, ker pač ne, če je prepametno, pa se obrnemo stran. Ali pa je med nami že, pa ne vemo, sej ne vemo, ne? V glavnem, to je o tem. Pesem konča z posnetki, ki jih lahko najdemo tudi poleg na internetu, na Zlati plošči, na enem od 2 Voyagerjev, če ne celo na obeh, ki so jih poslali takrat v vesolje v upanju, da bomo koga najdli, in so poslali pozdrave v vseh možnih jezikih, ki jih je Carl Sagan takrat uspel na eni univerzi zbrati skupaj. Tam na to ploščo je tudi pokazal točno, kje smo, so poslali v vesolje to raketo in potem so vprašali, kaj je res pametno povedati točno, kje smo, ne? To pa znamo, ne? To znamo mi najprej narediš in potem, čakaj, lahko kdo to ustavi, ne? Skladba za konec, Aljoša in Primož, hvala, da sta bila gosta oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala. Mi, kot je rekel Primož, mi bi radi delali še naprej. Hvala za povabilo in za podporo. Ja, hvala za to povabilo, da sem gotovo, da imamo zelo intelektualni album. Tako da ne, hvala, vabljeni na koncerte, ko jih bomo imeli in bomo uživali vsi, bomo spili kakšno pivo, zaigrali in se imeli fajn.
Sve najljepše sa naše planete. Mi smo Kiks in poslušamo Radioaktivno.